Pozdravljeni. Zdaj, točko osveščanja se vsi, verjetno, kar večina poznam, ampak vseeno vsaj par besed. Torej, skupaj z spletnim očesom, torej prijavno točko posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu, ki organizira današnji posvet, tvorimo Center za varnejši internet, v katerem je še svetovalna linija za otroke, mladostnike in tudi njihove starše, ki naletijo na težave na internetu in se lahko obrnejo na njih. To funkcijo pri nas upravlja Tom telefon, tako da na dobro znani telefonski številki vsak delovnik, tudi prek spletnega klepeta na njihovi spletni strani ali preko elektronske pošte. Zdaj, mi kot točka osveščanja, seveda naša naloga je izobraževanje, osveščanje, informiranje naših ciljnih skupin. To so primarno otroci in najstniki in pa seveda tudi odrasli v vlogi staršev, učiteljev, učiteljic in ostalih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki delajo z mladimi in lahko na njih vplivajo in pomagajo in tako naprej. Naše glavno orodje, ki ga ponujamo, je zelo vsebinsko bogat spletni portal www.safe.si, tako da res vabljeni k ogledu, prebiranju. Imamo res ogromno nasvetov, informacij, videovodičev, tudi središče za pomoč v primeru težav na internetu, videov, drugih orodij, kvizov, testov za uporabo z otroki, z mladimi, iger, tako da res za vse ciljne skupine se najde veliko stvari. Komuniciramo tudi prek Facebooka, če se nam še niste pridružili, vabljeni, Instagrama, X-a in imamo YouTube kanal. Ponujamo tudi delavnice in izobraževanja po osnovnih in srednjih šolah, jih naredimo okoli 800 na šolsko leto. Ponujamo tudi predavanja za starše, se pravi pedagoške delavce, vodstva šol, vzgojitelje in vzgojiteljice in tako dalje. Ponujamo brezplačna gradiva, nekatera ste tudi danes dobili in so tudi tamle pri vhodu na voljo, in si jih lahko vzamete tudi v večjih količinah. Če bi potrebovali še, vabljeni tudi, da jih naročite na naši spletni strani in jih tudi brezplačno pošljemo. Smo pa tudi organizator Dneva varne rabe v Sloveniji, v katerega je nastala tudi ta raziskava, ena od 2, ki jih bom danes predstavila. Takole izgleda naša stran. Pa gremo zdaj kar malo še, preden skočimo na podatke o pornografiji na spletu. Nekaj smo že slišali v današnjem prvem predavanju. Pa še vseeno, današnja pornografija, ki so jo deležni otroci in mladostniki na internetu, je neprimerljiva z pornografijo, ki smo jo imele prejšnje generacije. In to v teh 4 točkah je izredno dostopna, neregulirana, slišali smo o problematiki te starostne verifikacije, s par kliki potrdiš, da si star 15 ali 18, glede na nacionalno zakonodajo in si na strani z pornografskim materialom. Problematika so tudi neskončne količine, se pravi, dokler je bila to neka revija, neka videokaseta, film, si parkrat pogledal in si se stvari naveličil, tukaj pa dejansko materijala nikoli ne zmanjka. In kot je že povedala tudi moja predhodnica, so na voljo zelo ekstremne oblike, prikazi ekstremne spolnosti. Ali pornografija lahko škodi? Ja, daje določena napačna in zavajajoča sporočila mladim in otrokom, ki naletijo nanjo oziroma jo vidijo. Prva je nerealnost, torej osiromašen prikaz spolnosti, prikaz nerealnih teles, nerealnih zmogljivosti. Fokus je predvsem na moški užitek, kot smo slišali, je veliko nasilja, seksizma, torej podrejenost žensk, agresivnost, nadvlada moških, soglasje, to smo tudi že slišali, ni potrebno oziroma ni prikazano,
kar je tudi izjemno problematično sporočilo in večinoma prikazuje nezaščitene spolne odnose, tudi ko gre za neke skupinske spolne odnose in tako naprej. Kako torej lahko vpliva na otroke in mlade? Iz tiste prve točke izhaja, to je napačne predstave o spolnosti. Predstavljena je zelo enodimenzionalno, predstavljene so oblike, ki mogoče niti večini odrasle populacije ne prakticira take spolnosti in niti ni všeč. Ustvarja neka nerealna pričakovanja do sebe, do svojega telesa, do partnerja spolnega, do telesa spolnega partnerja in tudi paralizira mlade v spolnosti. Fante obremenjuje z neskončno erekcijo, ves čas pripravljenostjo na spolni odnos, zahteva neko agresivno vedenje, podrejanje ženske, medtem ko pri dekletih ustvarja pritisk, da mora zgledati in se obnašati kot igralke v pornografiji, da mora tolerirati oziroma celo uživati v nasilju. Kar se dogaja, in je tudi govorila o tem moja predhodnica, pri tistih, ki spremljajo oziroma gledajo spletno pornografijo, so raziskave pokazale tudi normalizacijo spolnega nasilja, večjo pojavnost nasilja nad ženskami in nasilja v spolnosti in pa razvoj zasvojenosti je veliko bolj možen ravno zaradi teh neskončnih oblik, neskončnih možnosti ponovitve, kar v bistvu možgane zastrupi, oziroma čist kemično povzroči, da morajo zadeve ponavljati in tudi stopnjevati torej to ekstremnost prikazanega gradiva. Vse to seveda potem vodi v težave z odnosi in intimnostjo. Tako da ja, mi smo letos ob dnevu varne rabe interneta se zbrali to tematiko, torej malo širše smo šli, ne samo spletna pornografija, ampak na splošno vsebine na spletu, ki so neprimerne in škodljive za otroke in mladostnike. Zanimivo, da so pravzaprav sami otroci in mladostniki v enem velikem posvetu, ki je bil narejen po celi Evropski uniji, prav z mladimi in otroki, navajali, da so take vsebine poleg vrstniškega nasilja na spletu oziroma spletnega nasilja stvari, ki jih najbolj motijo in mislijo, da so najbolj škodljive za mlade. Tako da ja, mi smo pripravili to zloženko, ki ste jo danes vsi dobili, tele plakate, ki so tudi razobešeni in si jih lahko vzamete pri izhodu, video vodiče in webinar za starše, bili so zelo dobri odzivi. Tako čez 3000 staršev se je ogledalo webinar, spletno oddajo za mlade sva z mojim oziroma z naslednjim govorcem Rokom Gumzem iz Logouta tudi pripravila in je bilo tudi zelo dober odziv strani šol, kar 20 000 najstnikov si je v živo ogledalo to spletno oddajo. No, ena od aktivnosti pa je bila tudi ta raziskava med najstniki v spletni pornografiji in sicer vsako leto na šole pošljemo ob dnevu varne rabe interneta paket aktivnosti, tako da lahko sami učitelji in učiteljice izvajajo določene učne ure na temo tistega dneva varne rabe interneta in letos smo vključili v to učno uro tudi to raziskavo, ker je bila tak dober način, da po eni strani izvemo, kaj se med mladimi dogaja, po drugi strani je dobra iztočnica za mlade za pogovor o teh temah, da tudi sami malo sploh začnejo razmišljati bolj kritično, kaj spremljajo, kaj gledajo in potem so imeli tudi možnost, da so pogledali rezultate po vsej Sloveniji, torej se tudi nekako primerjali s svojimi vrstniki. Potekala je med februarjem in aprilom letos, vzorec ni bil zelo velik, ampak čisto, kako bi rekla, spodoben, torej 566 učencev in učenk osnovnih šol, to so bili najstniki od 12 do 15 let, torej 7. do 9. razred in pa 453 dijakov in dijakinj med 15 in 19 let.
In tukaj smo zdaj že pri podatkih. Torej, že prišlo v stik s pornografijo na spletu je 44% osnovnošolcev in 62% srednješolcev. S tem, da vidimo, da so razlike med fanti in dekleti velike. Medtem ko je v osnovni šoli le dobra četrtina deklet že prišla v stik, je kar 2/3 fantov že videlo pornografijo in v srednji šoli razlika ostaja, se tudi še poveča. Torej, le tretjina deklet je že prišlo v stik s pornografijo in kar 4/5 fantov oziroma še odstotek več. Zdaj, od zdaj naprej bom govorila o podatkih o tistih, ki so že prišli v stik in smo jih potem spraševali, kako so prišli, kako so se ob tem počutili in tako naprej. Torej vidimo, da največji delež osnovnošolcem, 40% je pornografijo nekdo pokazal ali poslal, medtem ko v srednji šoli pa je največji delež takih, ki so že namensko iskali pornografijo. Torej, to je razlika med osnovnošolci in srednješolci. Veliko je tudi tega, da so na pornografijo naleteli na spletu, okrog 30 ali pa malo več kot četrtina pri srednji šoli in pa videli na družabnih omrežjih. Tukaj bi povedala, da je pri dekletih veliko več tega, da so videla na družabnih omrežjih take vsebine v primerjavi s fanti, kar je verjetno, mislim, je zelo zanimivo in vredno, da bi še malo bolj podrobno pogledali, zakaj je temu tako. Starost v prvem stiku. Vidimo, da skoraj polovica, torej večina, pride v stik med 12 in 14 letom starosti, tretjina pa že med 9 in 11 let in tudi določeni sicer manjši, ampak vseeno odstotki pod 6 let oziroma pod 8 let. Dekleta, zanimivo, prihajajo v stik s pornografijo mlajša kot fantje in sicer vidimo, vsaka 10. deklica, ki je že bila v stiku s pornografijo, je bila mlajša od 6 let, ko je prišla v stik. Medtem ko pri fantih samo 3% in med 6 in 8 letom spet 2-krat več deklet kot fantov je prišlo v stik s pornografijo v tej starosti. In tudi potem pri srednješolcih vidimo, da v bistvu več deklet, oziroma največji delež deklet je prišlo prvič v stik med 9 in 12 letom, medtem ko največji delež fantov prvič med 12 in 14. Tako da, ja, zelo v bistvu zanimivi podatki. Kakšni so bili občutki v prvem stiku s pornografijo? Tukaj imam podatke za osnovno šolo, večji, kot je krogec več mladih, se je počutilo tako. Vidimo, da je kar podobno kot pri tisti britanski raziskavi, ki jo je prej predstavljala kolegica. Se pravi, najbolj pogost odziv je bilo radovedno. Mislim, da je to popolnoma isto kot pri Britancih. Potem sledi vznemirjeno, to bi bil tisti turn on, in potem zmedeno, šokirano, dobro, nerodno, neprijetno in krivo. Bomo pa videli, da so razlike po spolu tudi tukaj zelo velike. Dekleta so se v prvem stiku počutila slabše kot fantje ali pa so vsaj bile pripravljene to priznati v anketi, bila je pa popolnoma anonimna spletna anketa, no? Še to mogoče, da povem na tem mestu. Torej 3-krat več deklet kot fantov se je počutilo nerodno, skoraj polovica deklet, neprijetno tretjina deklet, pa samo 14% fantov in 2-krat več deklet kot fantov se je počutilo zmedeno, medtem ko dobro se je počutila samo četrtina deklet in pa kar 61% fantov. Tako da ja, ta razlika, ki jo je tudi omenjala kolegica iz Britanije, med spoloma se pokaže tudi pri nas. Zdaj starejši najstniki spletno pornografijo gledajo pogosteje kot mlajši, pa fantje jo gledajo pogosteje kot dekleta. Medtem ko v osnovni šoli imamo še vedno večinski delež 59%, ki gledajo pornografijo redko, je pa v srednji šoli ravno obratno, je pa 59% takih, ki jo gledajo občasno in pogosto. In tale podatek je tudi
kar, da ne rečem pretresljiv ali pa šokanten, več kot enkrat na teden, kar četrtina osnovnošolcev in več kot tretjina srednješolcev gleda spletno pornografijo. Torej, to so seveda tisti, ki jo gledajo, to ni zdaj za splošno populacijo. Večini jo gledajo preko mobilnih telefonov in večini jo gledajo sami, jo pa osnovnošolci pogosteje gledajo s prijatelji, medtem ko srednješolci s fantom ali dekletom, in dekleta na splošno malo bolj dojemajo to kot neko družabno aktivnost, gledajo z brati, sestrami, prijatelji, fantom, punco, medtem ko fantje gledajo raje sami, oziroma več gledajo sami. Neželene posledice. Desetina osnovni in v srednji šoli poroča o tem, da imajo neželene posledice gledanja pornografije. Več fantov kot deklet, sicer pa tudi več fantov kot deklet gleda, ne. Več kot desetina ima neprijetne občutke glede spolnosti, strah, odpor, recimo, da razvijajo do spolnosti zaradi gledanja. To je podatek za vse, razen za srednješolske fante, tam je odstotek precej nižji. Približno desetini srednješolcem gledanje pornografije zmanjšuje željo po spolnih stikih v živo. Petina deklet in pol manj, torej desetina fantov v srednji šoli potrebuje prikaz vse bolj ekstremnih oblik spolnosti, da se zadovolji. Spet mogoče nekoliko presenetljivo, da so dekleta ta, ki potrebujejo vse bolj ekstremne prikaze. In pa zelo zaskrbljujoče, desetina fantov v srednji šoli se strinja s trditvijo, da je nasilje normalen del spolnosti. Delež najstnikov, ki so videli že nasilne oblike spolnosti na spletu, tudi v osnovni šoli, zanimivo večkrat, v srednji šoli bliže polovici, ali pa lahko to pripišemo temu, da je že zadeva normalizirana, tako kot je prej tudi britanska kolegica razlagala, ne, večkrat, ko gledaš, bolj se ti zdijo, najprej si šokiran, potem je pa stvar vse bolj normalna, ne, tako da lahko pripišemo temu, da niti ne prepoznavajo več nasilnosti. In enako bi povedala tukaj pri razliki med spoloma, več deklet kot fantov, tako v osnovni kot srednji šoli, je prepoznalo, da so gledale nasilne oblike spolnosti. Ne. Spet verjetno je to zaradi tega, ker so dekleta bolj prepoznala, da gre za nasilje, in tudi nasilje v pornografiji se večinoma dogaja nad ženskami, tako da verjetno so tudi zaradi tega bolj občutljive in prepoznajo. Še nekaj o deljenju golih spolnih slik smo vprašali. Torej, delež najstnikov, ki so prejeli gole, razgaljene ali spolne slike drugih oseb, v osnovni šoli tretjina, v srednji šoli se dvigne že na polovico. In v osnovni šoli 80% teh takih slik ni želelo prejeti, medtem ko v srednji šoli se ta odstotek zmanjša in 60% najstnikov takih slik ni želelo prejeti. S tem, da tukaj je spet razlika med spoloma. Pri dekletih je tam malo čez 10% takih, ki so si dejansko želele prejeti slike, gole slike od drugih oseb, pri fantih pa v osnovni šoli 30% in dvakrat več, torej skoraj 60% v srednji šoli. No, tukaj pa smo tudi zelo presenečeni, ker tole se pa ne sklada z tujimi raziskavami. V tej naši raziskavi je samo 5% najstnikov v osnovni šoli, pa 14% najstnikov v srednji šoli priznalo, da so delili svojo golo sliko. Priznalo je to več fantov kot deklet, zdaj, a je to res, ali vseeno, anketa je potekala v šolskem okolju, mogoče niso, ne vemo, ne, kaj je zdaj v ozadju, tukaj se jaz malo bojim, da ni čisto realno, no. Je pa zanimivo potem tudi to, da je kar skoraj polovici, 43% osnovnošolcem, ki so delili sliko, se je potem zgodilo, da je bila brez dovoljenja, njihovega dovoljenja deljena naprej, in skoraj četrtini v srednji šoli, in to se spet dogaja zgodilo več fantom kot dekletom, sicer pa oni so tudi več priznali, da so delili. In tudi tujo golo sliko je priznalo, da je delilo le 7%, to je tudi verjetno jaz ne vem, le 7% najstnikov v osnovni šoli in 12% v srednji šoli, in v obeh skupinah dvakrat več fantov, ki so delili sliko kot deklet.
Pogovori o pornografiji in o spolnosti, intimnih odnosih, tudi to, potem smo povprašali in vidimo, ne, da je tega premalo. V osnovni šoli se je slaba tretjina, v srednji pa dobra tretjina najstnikov s svojimi starši pogovarja o spolnosti in intimnih odnosih, medtem ko pogovora o pornografiji, o spletni pornografiji pa je še veliko manj. V osnovni šoli samo vsak 10. in v srednji šoli 16%. Opazili smo pa še to, da se o spolnosti in intimnih odnosih starši bolj in več pogovarjajo oziroma pogovarjajo z več dekleti oziroma s svojimi hčerami, medtem ko s fanti, s sinovi pa se več pogovorijo o pornografiji. Kar veliko najstnikov se tudi strinja, da se v šoli premalo pogovarjajo o spolnosti in pornografiji, ne, vidimo, sploh v srednji šoli kar visok odstotek. Je pa zanimivo, nisem dala grafa, ampak starši se pa ne bi o tem pogovarjali, to so bili pa zelo nizki odstotki. Tako da ja, se pravi, če se ne pogovarjaš starši, pa če se v šoli ne pogovarjamo, tako kot je že prej povedala doktorica iz Britanije, se potem obrneš na pornografijo za učenje o spolnosti, 1/5 osnovnošolcev pa 16% srednješolcev uporablja pornografijo, da se nauči, kako izgleda spolni odnos, in 1/4 srednješolcev in 15% srednješolcev meni, da jim pornografija na spletu daje koristne informacije o spolnosti. In pri obeh trditvah je delež v osnovni šoli večji pri fantih. Zanimivo, da v srednji šoli je pa več deklet se strinjalo, da se učijo spolnosti iz pornografije. Zdaj ne vem, mogoče spet fantje niso želeli priznati, da oni rabijo kakršnokoli učenje o spolnosti, ne, tudi iz pornografije, ne. Torej, ti družbeno želeni odgovori in pritisk, ne, da moraš biti kul, pa moraš vedeti in tako naprej. Tudi kar šokantni so naslednji odstotki, se pravi, vsak 10. osnovnošolac in osnovnošolka se čuti zasvojene s spletno pornografijo in kar 15% dijakov in dijakinj v srednji šoli. Je pa to bolj pogosto za fante kot dekleta, ne, torej v osnovni šoli, če vidimo pol po spolu, ne, je v bistvu 14% fantov se čuti zasvojene, pa 5% deklet, in razlika ostane v srednji šoli, ampak se zmanjša, pa ne, mislim, fantje ostanejo približno na istem odstotku, dekleta se pa več kot podvojijo. Pa še malo o stališčih. Se pravi, ni prav, da je pornografija tako lahko dostopna na spletu, se strinja, upade, ne, strinjanje. V osnovni šoli je to večina, potem pa v bistvu pade pod polovico, prav tako pade pri trditvi pornografija lahko škodi otrokom in najstnikom, ampak precej manj. In spet imamo tukaj razliko po spolu, ne, se pravi, fantje se tretjina osnovni pa 43% srednji strinja, da je prav, da je pornografija lahko dostopna na spletu, dekleta pa pod 20%, ne, se pravi 14 in 17. Še tole, ne, se tudi podvoji v pornografiji, se lahko mladi naučimo, kako v resnici izgleda spolnost, oziroma ne, pardon, se ne podvoji, ampak se poveča. Medtem ko tale trditev, da pornografija ustvarja nerealna pričakovanja do samega sebe in do spolnega partnerja, ni, samo ostane v osnovni in srednji šoli enaka, je pa spet kar razlika med dekleti in fanti, in sicer dekleta so tam okrog 70%, ki se strinjajo, da pač imajo neka nerealna pričakovanja zaradi pornografije, medtem ko pri fantih pa 20 odstotnih točk manj, torej okrog 50%. Še tole, stereotipni pogledi na spolnost, bolj so jim podvrženi fantje kot dekleta. Torej, to smo preverjali, koliko pornografija potem povzroči neke stereotipne poglede na partnerja, na telesa, na odnose. In ja, 4-krat več fantov, ne, 1/5 se jih strinja, da mora imeti moški mišičasto telo in biti vedno pripravljen na spolni odnos, in spet 1/3, torej 4-krat več fantov kot deklet meni, da mora ženska vedno zadovoljiti moškega v spolnosti.
in petina srednješolcev in vsaka 10. srednješolka se strinja, da mora biti moški v spolnosti dominanten in nasilen, ženska pa mora v tem uživati. Ok, zdaj sem zaključila s to SafeSea raziskavo o pornografiji, zdaj se pa premaknemo na kvalitativno raziskavo o nasilju zaradi spola, ki so jo pa s kolegico Urško Valentič izvajali v okviru projekta Traced, kjer gre pravzaprav za spoprijemanje z spletnim nasiljem nad ženskami oziroma mladimi ženskami in dekleti. V okviru katere je nastala tudi ta platforma, ki je Urša že omenila, pa jo bom jaz pol še pokazala. Tako da ja, gremo kar, ker nimamo veliko več časa. Se pravi, lani smo to delali maja, junija, 3 fokusne skupine z starši, z učitelji in učiteljicami in strokovnjaki z različnih področij, policija, pravo, svetovalni delavci in delavke na šoli, predstavniki relevantnih institucij, nevladnih organizacij in projektov. Zdaj to bom spustila, kaj smo iz teh fokusnih, boste si pol pogledali, gremo raje na te bolj zanimive, vse zanimivo, ampak tole za današnjo temo bolj relevantno, intervjuji z deklicami, najstnicami in študentkami. Torej 20 smo jih naredili, vključili smo 5 študentk, 5 dijaki in 6 osnovnošolk med 13 in 15 letom, pa 4 osnovnošolke med 10 in 11 let. Oblike nasilja, ki so ga navajale: spolno nasilje strani starejših moških, zalezovanje, dick pics, torej slike moških spolnih organov, neželene, ki so jih prejemale, zahteve oziroma prav res teženje in nadlegovanje, da pošljejo svoje gole slike, telesno sramotenje, bomo videli pol primere, spolno sramotenje, kurba, cipa in podobno, izsiljevanje, lažni profili, to so bili danes tudi že večkrat omenjeni, skrite identitete, žaljenje, predelava slik z vsemi temi novimi tehnologijami, ki to omogočajo, spolno nadlegovanje in komentarji. Bomo videli, dala sem takole noter kar citate, ker so zelo zgovorni. Torej, primer spolnega nasilja in nadlegovanja, to se mi je že zgodilo, ampak se je zmanjšala ta količina. Imam že to izkušnjo, ni bilo v redu. Neprimerne slike od njegovih spolnih organov, ampak ni bil edini, jih je bilo že 30. Ampak kar sem naredila, sem samo blokirala človeka, brez da bi kaj rekla, ker nisem imela časa, da bi se s tem ubadala. Prvič me je šokiralo, potem sem pa sprejela to. Okoli 30-krat se mi je to zgodilo. Dijakinja 15 let. Pa mogoče, če si nekaj naredil, sošolka potem izsiljuje, da bo objavila. To se dogaja, grozi, da bo objavila. Odvisno od primera, kaj narediš. Če je nekaj pomembnega, bi jaz dala denar, ampak ta oseba bo potem skozi spraševala za denar. Fantje sprašujejo za nude, torej gole slike, punce pošiljajo nude, potem pa on screenshota in vpraša za denar ali pa za spolni odnos. Izsiljuje. 17-letna dijakinja. Pa študentka, spomnim se, iz najstniških let so se spravljali na punce zaradi selfijev na Facebooku. Glej, kakšna si, kakšne lase imaš, nisi pobrita, premale prsi, bullying, negativni komentarji kar letijo. Torej, primer telesnega sramotenja, prej smo imeli sextortion oziroma izsiljevanje. Vzroki, ki so jih navajale za nasilje, ki ga doživljajo, so zelo stereotipni. Slišali smo, ženske so nežnejše, ženske so bolj čustvene, dekleta so več na spletu kot fantje, fantje so bolj zunaj pa se tepejo. Ženske imajo provokativna telesa. Recimo študentka je povedala, moj mlajši brat bi prej naredil lažen profil, photoshopiral slike, komentiral sošolki kot sošolcu. Se bolj bojijo fantov. Pa 13-letna osnovnošolka. Dekleta in ženske so bolj izpostavljene nasilju in na spletu in v živo. Ko hodim za žensko, vedno pogleda nazaj, fantje ne, jaz tudi pogledam. In še ena 13-letnica, na internetu, če ljudje vejo, da si punca, zato ker so ženske jih zlorabljajo, nekaj seksističnega, slikami njihovega telesa, bolj spolno v zvezi s telesom. Še v deljenju golih fotografij, punce so bolj izpostavljene, velikokrat fantje hočejo nage slike od deklet prek interneta. Tiste, ki to pošiljajo, oni to screenshotajo in delijo drugim. In tako se to širi, to izvejo starši in tako.
Tudi jaz imam izkušnjo. Velikokrat me vprašajo za nage slike, jaz jih čisto blokiram. Tudi en fant, ki sem ga poznala, drugače pa tudi neznanci na Snapchatu. Počutim se res, kot da fantje, tudi moški, vidijo dekleta in ženske samo kot telo, ne kot osebnost. To me prizadene, sem največkrat jezna. 13-letnica. Potem smo jih spraševali tudi, a imajo koga, s katerim se lahko pogovarjajo, iščejo pomoč, če se jim kaj zgodi na internetu. Študentke so poročale, da se pogovarjajo lahko z vrstniki, prijatelji, starši ne. Dijakinje pa zelo različno, nekatere ja, druge pa ne, zelo odvisno od kulturnega okolja. Recimo 2 citata srednješolk. Mojim staršem nikoli ne bi povedala, se ne pogovarjamo o takih stvarih. Pri nas je to tabu. Naši pogovori niso o tem, govorimo o kuhanju, religiji, Bibliji, tak odnos imava z mamo. Pa še druga, težko se starši, učitelji, sorodniki pogovarjamo o tem. Ne bi verjeli, ne bi razumeli. Bi se, ampak se ne upam. Nikoli nisem povedala doma staršem. Pri starejših osnovnošolkah so povedali, da se večinoma in lahko obrnejo in da računajo na starše, medtem ko za učitelje je bil pa večinoma odgovor ne, kaj bi pa oni, to pa ne. Mlajše osnovnošolke pa, ja, nažalost se nekatere ne morejo obrniti na starše. 10-letnica je povedala, če se ne bi počutila varno, bi sestro vprašala za pomoč. Starše bi bilo meni čudno, sram me nekako, sestri pa lahko vse povem, ona bo zdaj stara 13. In še ena 10-letnica, mogoče edino moji sestrični, sem povedala. Ona je tudi dobila vedno komentarje, ko je dala svojo faco na internet, in so se pogovarjali. Staršem ne govorim, ker jih briga. Starši so vedno rekli, da če nekdo me ne mara ali govori grde besede, rečejo, lahko sama to rešiš, ne rabiš nam govoriti. Sestrična je 12 let stara, 5. razred, je ful drugačna, ker začne jokati, jo prizadane. Jaz si rečem, da jih ne rabi poslušati, ko ti ljudje govorijo grde stvari, ker niso srečni s svojim življenjem, ker so jezni na nekoga. To sem se naučila kot angleščino, prek YouTubea. Tu imamo tudi video od Darman, ki ti vse to pokažejo. Če te nekdo ne mara, je to njegov problem. Tako da tudi na internetu v bistvu se obrnejo za neko pomoč, opolnomočenje, ne? Kar je super. Kako se soočajo z spletnim nasiljem, ki ga doživljajo? Na prvem mestu bi kar rekla, da je ignoriranje, pa blokiranje povzročiteljev, povzročiteljic. Zelo preverjajo, koga sprejmejo kot prijatelja, to so poročale, in ne sprejemajo neznancev. Se samo cenzurirajo, recimo, kaj objavljam, kako sem oblečena, bomo videli pa primere. Ne objavljajo svojega obraza, ne objavljajo video same sebe, uporabljajo lažna imena, lažno starost, prenehajo uporabljati storitve, omrežje, aplikacije, tega se seveda ne želimo, da bi bile punce izgnane iz interneta, ker jih nekdo nadleguje. Nastavitve zasebnosti baje uporabljajo in preverjajo starši, a je ok, a lahko to objavim ali ne. Primer neželene seksualizacije oziroma samocenzure. Enkrat sem imela sliko z malo večjim dekoltejem in so takoj leteli komentarji v to smer. Na nek način so bile pohvale, ampak od osebe, ki je ne poznaš, da iz prve takoj gre na telesni vidik, mi je bilo to malo neprijetno. Res nisem tiste slike objavila z namenom, da bi se nekdo naslajal. Dejansko sem imela tako oblekco in mi je bila tista slika kot celota všeč. Tako da sem potem ostala pri zaprtih majicah. Moraš se kar skrivati nekako. Na koncu je to del mojega telesa. Nisem bradavic razkazovala. Potem sem zaprla profil. Študentka. Še ena strategija soočanja 10-letnice. Ne dam veliko na TikTok, ponavadi samo gledam. Ne objavljam sebe, nikakor, objavljam črno sliko in citat o moji veri. Prej sem plesala. 2019, ko sem prišla v Slovenijo, sem veliko plesala in sem tudi to objavila. Potem je začelo biti dolgčas in sem nehala. Nočem, da ljudje vejo moje ime, pa koliko sem stara. Si izmislim angleško ime, si izmislim, da sem starejša, 14. Ker če si preveč star, ni ok. Če si premlad, tudi govorijo, kaj pa ti tukaj. Starševski nadzor, smo še spraševali, je tudi zelo odvisen od kulturnega in socialnega okolja, z katerega prihajajo dekleta. Študentke se spomnijo, recimo, da so ga imele v mlajših letih in so zdaj staršem hvaležne, in čeprav so rekle, takrat mi je bilo tečno pa zoprno, ampak zdaj pa vidim, da so imeli prav.
Srednješolke nimajo v glavnem nobenih omejitev, samo ena ima časovno. Je pa zanimivo, da imajo, mislim, da skoraj večina poroča, da imajo starši dostop do njihovih telefonov in profilov, torej da imajo gesla oziroma da lahko kadarkoli zahtevajo, da mi telefon odklen ga in grem jaz pogledat, kaj si ti pišeš, s kom, kaj objavljaš in tako naprej. Zanimivo, starejše osnovnošolke v 3. triadi prav tako nimajo nekih posebnih omejitev. 13-letnica je povedala, glede nadzora v bistvu lahko delam večinoma, kar hočem. Če bi bil kakšen problem, da bi nehala delati za šolo, bi mami omejila, koliko sem lahko na internetu. No, mlajše osnovnošolke 2. triade pa nekatere imajo omejitev in so starši kar strogi, druge pa zelo nimajo. Nekaj primerov sem zbrala, recimo 10-letnica. Pravi sicer, starši omejijo, ampak potem, ne, moj brat ima svoj telefon, 6 let je star in je prezgodaj, tako da mami njemu ne dovoli toliko, samo malo. On gleda stvari, ko se ubijajo, te igrice in to. Mami pride in vzame telefon, ali pa če ga jaz vidim. Pa 11-letnica, 2 do 3 ure sem lahko na telefonu zaradi mojega vida, ker nekateri ljudje so ostali slepi. Jaz ponavadi ne gledam na uro in me morajo opozoriti. TikTok mi pustijo, mi pa ne pustijo Facebooka, ker je mama rekla, da je bolj za starejše, ne za otroke. In še ena 10-letnica, pravil nimamo, ker ne morejo reči, so oni tudi veliko na internetu in bi bilo brez veze. Na dan sem, ne vem koliko sem na internetu, večkrat grem na telefon. Torej to, kar je omenjala tudi kolegica iz Hrvaške, ne, da so starši tudi veliko na internetu, kar je problem. Tako, to je, kar se tiče te raziskave. Zdaj bi pa pokazala tole platformo, ki smo v okviru tega projekta pripravili na tracedplatform.si. Bo na voljo od konca septembra tudi klepet v živo z svetovalkami oziroma spletnimi varuhinjami in sicer iz področja prava, pedagoginje, psihologinje. In na klepet se bojo lahko obrnile torej žrtve oziroma dekleta, mlade ženske z izkušnjo nasilja in tudi njihovi svojci, starši, učitelji, učiteljice oziroma kdorkoli, ki ali pa kakšni drugi strokovnjaki, strokovnjakinje, torej kdorkoli, ki bi rabil kakšen nasvet, ker je prišel v stik mogoče tudi z mlado osebo, ki rabi pomoč, pa ne ve, kako se obrniti. 2-urni termini bodo vsak delavnik, nekateri bodo dopoldne, nekateri bodo popoldne. In to je to, pravzaprav. Čakaj, sva pa rekla z Uršo, da vam še pokažem, kako izgleda, ker je več stvari, tudi gor mogoče zanimivih, tudi videi, recimo vodiči za 4 ciljne skupine, pa 4 podcasti, ki smo jih pripravili v slovenščini. Kaj mu ni všeč? Evo. Tole tukaj spodaj se bo klikalo na tele oblačke in se odpre klepet, ko bo pač varuhinja online, bo odgovorila, pač klepetala z uporabnico, če pa ne bo, se bo pa izpisal urnik, kdaj bo naslednjič varuhinja oziroma kdaj bo naslednji dan ta teden varuhinja na voljo. Tako da ja, kot sem rekla, video vsebine, podcaste, priročnike lahko tudi najdete tukaj za učitelje, za mlada dekleta in otroke, za mlade ženske, za starše, taka uporabna gradiva. Tako, tudi jaz sem prispevala en podcast, pa Rok iz Logouta, pa iz policije Nina Mezdinec, ni več. Tako da ja, super, mislim, da bo to super uporabno, predvsem pa tale klepet, ne, torej popolnoma anonimen, ne vem, če sem to omenila, torej se ne bo ničesar beležilo,
tako da se lahko res zaupajo žrtve, ki doživljajo nasilje. Sem še kaj pozabila. V tej fazi ne. Ok, sicer sem pa na voljo za vprašanja, kakršnakoli že zdaj, pa tudi preko tega mojega e-maila, za kakršnakoli sodelovanja, če rabite kakšno pomoč, gradiva, karkoli, se kar obrnite name. Hvala.